Mi gremo pa naprej, ne? Lahko zaužijemo lep dan, lahko pa zaužijemo čudovite, sočne jagode. Naša Gala je za naslednjo rubriko pripravila prav pesmico. Pod soncem zorijo, opojno dišijo, čudovito rdeče, obilo dajo nam sreče. To so seveda jagode, lahko bi bila v bistvu tudi uganka. Namreč odločili smo se, da poiščemo, kje imamo v Ljubljani dobre jagode. Namreč sadje in zelenjava so vedno najboljši, če so lokalno pridelani. Tako da smo Roka poslali do jagodnega vrta na Tomačevski cesti, kjer se bo pogovarjal z Luko Bratušem. Dobrodošla in pozdravljena oba. Ja, lep pozdrav tudi tebi, Maša. Ja, jagode tukaj le že zorijo, kar nekaj jih je. Luka, zmotil pa sem te v bistvu kar malce ob neprijetnem času. Je bila taka gužva tukaj, da ste nekako prodali danes že vse jagode. Ja, trenutno, kar je bilo do odjutra obranih jagod, je že prodanih. Zdaj naši obiralci še pridno naprej obirajo, tako da bomo še en rukar lahko naredili danes okrog 11. Koliko jagod pa sploh tako dnevno pridelate? Dnevno se pridela na našem nasadu okrog 150 do 200 kg jagod, ki se jih pa tudi dnevno proda na naši prodajni stojnici. Prodajate pa samo tukaj le? Ja, izključno na koncu njive v hiški pri cesti. To je torej Tomačevska cesta, če boste hodili kaj mimo, velik napis jagode in tukaj res pridejo nekako direktno obrane nekako kupcem. Ja, tako je. Naše jagode kupci kupijo, ko so obrane dobro uro pa pol in so res slastne. In sveže. Katere sorte pa sploh gojite tukaj jagod? V našem nasadu je sorta Clary po večini in pa nekaj malega sorte Deli. Kaj pa je razlika med tema dvema sortama? Rahla oblika pa okus. Od kdaj do kdaj pa sploh jagode zorijo? Letos predvidevam, da je malce kasneje bilo zaradi samega mraza in pozebe. Ja, tako je. Letos je zaradi mraza v aprilu in snega za slabih 14 dni sezona prestavljena, tako da smo začeli obirati šele prejšnjo soboto, 29. maja, in upamo, da bo 3 tedne dolgo trajalo tole obiranje. Do kdaj, se pravi 3 tedne in v teh 3 tednih v bistvu ponujate jagode, potem pa nekako zaključite tudi vi sezono? Ja, tako je. Potem imamo mi še čiščenje nasada, pripravo na naslednje leto, drugače pa jaz prodajo, se pa zaključi do naslednjega leta. Kako pa, če gledava kar na splošno, izgleda proces najprej od sajenja, pa potem do obiranja in na to urejanja gredic, njive? Kakšen in kako dolgotrajen in naporen je ta proces? Ja, proces je kar zanimiv. Na 3 leta je treba jagode saditi. To pomeni, da lansko leto smo njivo na novo preorali, ustvarili nove gredice, potem pa ročno posadili vseh 18 000 sadik. Čez slab mesec so pa te sadike lansko leto že obrodile prve jagode. Tako da še letošnje leto in naslednje leto, potem pa ponovimo vajo. Luka, zakaj si se pa sploh odločil, da bi pa ti prideloval jagode? To je eno tako kar zanimivo področje. No, res je sladek sadež, vsi ga imamo radi, ampak je tudi tržno zanimiv? Ja, tukaj je sicer imel to njivo prej moj prijatelj, že 6 let kmetoval na tem prostoru, pa sem pa jaz lansko leto šele začel. Zakaj pa? Zato, ker imajo doma moji otroci pa žena zelo radi jagode, pa tiste iz trgovine so bolj vodene, brez okusa, neznanega porekla. Za te jagode pa točno vemo, od kje so, da so nešpricane, da so res sveže in da so odlične. In koliko časa torej ste že tukaj le na tej lokaciji? Na sami lokaciji je jagodni vrt že 8. leto, jaz osebno ga imam pa od lanskega leta. Pa ti gre torej od lanskega leta, kar na hitro si se moral potem nekako upeljati v ta posel, ti je že steklo zdaj? Ja, dobro je, ker so utečeni moji obiralci, tako da pridno obirajo, točno vejo, katera jagoda je zrela, katera ni, in je posel teče odlično. Ja, kar nekaj jih je tudi danes, no, dobivate pa prav posebno pomoč pri obiranju, tudi če sem prav izvedel. Ja, res je, tako pomagajo nam uporabniki v Društvu za kulturo in inkluzije, ki so z duševnimi motnjami in prihajajo 4 uporabniki obirati vsako jutro jagode.
To je tudi ena taka lepa stvar, ne, da se počutijo vključene v družbo, da se počutijo, da delajo dobro. Ne? Ja, točno tako, da imajo neko tisto socialno vključenost za njih in tudi nam veliko pripomorejo k temu, da malo pomagajo. Aha. No, torej res taka pozitivna pomoč, od katere vsi verjetno odnesejo kar nekaj dobrega. Od kdaj do kdaj pa tukaj sploh poteka prodaja? Vidim, da že kar nekaj ljudi kar čaka. Kdaj bojo, mogoče za tiste, ki gledajo v živo, kdaj bojo jagode danes spet na voljo? Danes bodo ob 11. uri, ampak se mi zdi, da glede na vrsto sodeč so že vse razprodane. Jutri zjutraj se pa vidimo spet ob 8. uri in v nedeljo, kar upam, da zdaj vsaj 14 dni še tako, da se vsak dan ob 8. uri zjutraj dobimo pri stojnici. Luka, kaj bi ti rekel, kaj naredi jagodo dobro? Kako vemo najprej, da je zrela in kako vemo, da je jagoda dobra, če jo morda kupimo kje druge? Kaj so tiste lastnosti? Da je jagoda zares rdeča, da vemo poreklo, da vemo približno, kdaj je bila utrgana, ker naše jagode so res, govorimo v urah od obiranja do uporabe. Tiste v trgovini so pa verjetno dan, dva že pakirane in izgubijo tisto pravo aromo, okus in sladkobo. Je pa jagoda mora biti res temno rdeča, taka kar krhka. Če jo imamo pa na pecu, da imamo doma jagode, se pa zrela jagoda kar sama utrga z pecla. To je torej stvar, na katero moramo biti pozorni. Luka, je tukaj okoli kakšna jagoda, ki je pa res že zrela, da bi jo dala pa eno za tako, ta je pa že za utrgati. Tam mogoče tista mečka naprej, kakšnih 15 cm, je, a ne? Evo, kako je lepa. No, takole, hvala, no, bom jaz kar pokazal. Poglejte, kako lepe in sončne. No, na sončni legi, zato so tudi sočne. Kaj pa, če se sami lotimo doma pridelave jagod, mogoče ti zdaj malo delam kontrareklamo, ampak vse, na kaj moramo biti pozorni? Da jagode, vsaj pri koreninah, potrebujejo zelo veliko vode. Med zorenjem, tako da pač res plod rata velik in sočen, potrebujejo stalno namakanje, zelo veliko vode. Kako pa tukaj, Luka, poteka samo namakanje? Namakanje je preko vodovodnega sistema in preko kapljičnega namakanja skozi celotno njivo. Super, Luka, takole, nekaj smo že izvedeli o jagodah, še več, ko se vrnemo iz oglasov, zdaj pa bom jaz poskusil tole jagodo. Če je res tako sočna, vi pa si za kratek čas oddahnite in se vrnemo spet kmalu. Dober tek. Hvala. Lep pozdrav, kot slišite, je tudi tukaj v Jagodnem vrtu na Tomačevi res precej živahno, aktivno. Ljudje hočejo jagode, ampak ni jih dosti. Luka, a se obetajo kakšni novi nasadi, glede na to, da je toliko zanimanja? Ja, to bomo videli šele naslednje leto, kako bo, ampak je že s tem nasadom kar veliko dela, se 10 ljudi stalno ukvarja s urejanjem nasada, čiščenjem, obiranjem. Za obiranje imamo še dodatne ljudi, tako da je že zdaj velik projekt vse tukaj spraviti skupaj. Največ dela je verjetno med sajenjem in med obiranjem, a ne? Ja, že za sajenje je zelo veliko dela, se jagode sadijo ročno in po obiranju je treba vsako sadiko posebej pregledati, kjer imajo rdeče jagode gor. 18.000 sadik ročno, koliko časa ste to rabili? Ja, bilo nas je dobrih 10 ljudi, pa 3-4 dni pa smo imeli vse posajeno. Wow, to je pa res kar zavidljivo, verjetno so bili kar aktivni in delovni dnevi. Jaz sem velik oboževalec jagod, noro so mi dobre in tudi to me včasih malo kaznuje. Poglejte, prej sva govorila, kdaj je jagoda zrela in tole sem pa utrgal kakšne 2 dneva prezgodaj. Ima še tukaj belo konico, tako da s tem bi lahko še malo počakali. Ampak veš kaj, Luka, jaz sem jo zdaj utrgal, opalam. Ni pa čisto odpečla, malo je šla stran, ampak ni pa čisto odstopila. No, meni je tudi ta čisto v redu, ampak verjamem, da malo bi pa še lahko. Tudi ti imaš rad jagode, ampak a si se jih kdaj že prenajedel, zdaj, ko imaš tako možnost tukaj pa 18.000 sadika? Ne, zaenkrat še ne, ker tak hud ljubitelj jagod spet nisem, ampak vedno, ko grem, kakšna rdeča se ven zasvetijo z veseljem usta. Ja, verjamem, jaz bi bil kar slab obiralec, bi verjetno vsako drugo pojedel, ampak verjamem, tukaj, ko vidim obiralce so pa res kar pridni zatopljeni. Ja, zelo pridno obirajo, zato tudi jih so pošteno plačani v svojem obiranju. No, to je res čudovito slišati.
Prej sva govorila torej o dveh različnih sortah, ampak te druge sorte imate pa samo 200 sadik. Kako pa to, da jih je toliko manj? Ja, veliko manj jih je, že zaradi tega, ker je jagoda sicer bolj sladka, bolj sočna, ampak da pa sama sadika manj gramov jagod na leto obrodi. Tako da je manjša računica, malih je pa še sem pa bolje dovzetna do kakšnih teh škodljivcev in pa bolezni. Tako da zato jih imamo pol rajše malo manj, glede na to, da naša njiva ni špricana z nekimi fitofarmacevtskimi sredstvi in zato lahko tudi jagodo direkt sadike primemo, jo damo v usta, pojemo. To sem mislil vprašati, ne? Kako pa da potem kar uspeva brez škropiva? To pa danes kar tako že velika redkost in občudovanja vredno. Ja, držimo pasti, stiskamo. Tako pride, upamo na najboljše. Lansko leto nam je sicer dež pokvaril zaradi tega, ker tudi njiva ni pokrita, da sonce res lepo zori na soncu jagode, da sonce pride do jagod. Ni pokrito, ni nobene folije, niso špricane, zaradi tega je mogoče kakšna jagoda manj, ampak je zato tista, ki je veliko bolj slastna. No, ravno to se tudi mislil vprašati, od česa je pa sploh odvisno, kakšna bo letina in kakšna je na primer letošnja letina v primerjavi s prejšnjimi leti. Zaenkrat je letošnja letina v redu, vsaj vreme se trenutno kar drži. Takrat, ko je mogel dež padati, je letos res poskrbel za obilne padavine. Kar se pa zdaj naprej tiče, pa upam, da vse napovedi, ki so za ta vikend za nek dež, da bojo splahnele in da pač bo dež šel mimo naše njive, da bojo jagode zares lepe ostale. Kaj pa tista spomladanska pozeba, v kateri so se najbolj ustrašili za sadno drevje, je ta jagodam bolj prizanesla? Ja, kakor trenutno kaže, je prizanesla, sicer smo imeli kar veliko dela takrat. Najprej jih je pobelil sneg, da so bile pod snežno odejo, ko se je pa sneg stopil, je pa še pritisnil zelo velik mraz, tako da smo še celo njivo mogli pokrivati, da so jagode ostale na toplem. Luka, tako si že kaj opazil v tem letu, ko zdaj tukaj skrbiš za tale jagodni vrt, katere so tiste najbolj pogoste stranke, kdo najraje zahaja k vam? Ja, največ je teh bližnjih sosedov iz Jarš, pa tudi kakšne gospe, ki hodijo na Žale, so pa tudi neki večji odjemalci, ki redno prihajajo vsak dan po 10-15 kg jagod. So to morda kakšni lokali, restauracije? Čisto privatno. Ja, res kar velik interes, ampak kaj pa, če ljudi recimo skrbi, da bodo prišli sem, pa ne bo jagod, se da poklicati, naročiti? Ja, da se jih poklicati, da se nas dobiti na Facebooku, na Instagramu, redno objavljamo, kdaj bodo naslednje obiranje, kdaj zaključimo z obiranjem, kdaj so jagode razprodane, tako da posod se nas da dobiti, lahko mene pokličejo na 041 830 068, povejo, da bi radi jagode naročili, pa jih drug dan zjutraj damo na stran. A je kakšna omejitev, koliko jagod lahko naročimo? Vse. Lahko tudi pokličete Luka, živjo, jaz bi kar vse jagode, lejte, tako je, no, pač jaz imam zelo rad jagode, neč jaz bi Luka pojel vse, pridem, ne. Bom prepustil malo še Ljubljančanom, vidim, da je res kar velik interes, prej jih je čakalo kar kakšnih 10, kako potem se malce pogovorite z njimi, kako jih potem potolažite, če ni jagod? Kakor vem in znam, tako da ustvarjamo neko magijo. Upamo na najboljš, da bodo naši pridni bralci še več jagod obrali, da jih bomo lahko pač dostavili do prodajne stojnice in upam, da dobijo vsi, ki jih čakajo jagode, tiste jagode, ki so danes obrane. Kdaj pa je največ jagod? Katere dneve, katere mesece ponavadi in kdaj letos? Letos naše jagode, vsaj te dve sorte, enkrat na leto zorijo. To pomeni, da samo te 3 tedne, recimo od danes naprej, pa nekih 14 dni bomo vsak dan tukaj in to je to, ko zadnjo jagodo oberemo, zaključimo z obiranjem. In te 3 tedne pa je približno enakomerno, zorijo je nekje vmes pa največ jagod? Ja, začenjajo tako počasi, do danes smo obirali na 2 dni, tudi da smo soboto, ponedeljek, sreda, danes petek. Od danes naprej bomo pobirali vsak dan, zdaj pa upamo, da en teden bo zelo bujno, po 150 do 200 kg na dan, potem pa začne spet upadati in jagode se začnejo malo manjšati. To so res velike številke, no, tako če rečemo dnevno. Kaj pa v eni 3-tedenski sezoni, koliko to nanese vse skupaj jagod na normalno povprečno letino? Če bo vreme naklonjeno, računamo na neke 3 tone.
3 tone, to je pa res kar precej jagod, toliko jih pa tudi največji sladkosnedi ne bi mogli pojesti. Luka, hvala ti, da si nam predstavil malo vaš jagodni vrt in nasploh jagode. Želim vam še naprej dobro sezono do konca, srečno obiranje, veliko pridnih rok in veliko zadovoljnih strank. Ja, najlepša hvala in hvala za obisk. Takole, Ljubljančanke, Ljubljančani, vi pa če hodite mimo, pa se oglasite, vzemite kakšno košarico. Mogoče še to, pokoliko se pravi, kakšne košarice pa imate in ali lahko pridemo tudi s svojimi košaricami? Ja, seveda, košarice so sicer naše, so pol-kilske, pol kile jagod pa stane 4 evre. Aha, dobro. Se pravi, ali je možnost tudi priti ali vrniti embalažo, ko jo uporabimo? Ja, seveda smo ekološko osveščeni in radi dobimo naše košarice nazaj, da jih še enkrat uporabimo. No, to je tudi en dober namig, tako da, če ste redni uporabnik, dajte še prinesti košarice nazaj, da bodo večkrat uporabljene in da bomo naredili nekaj dobrega za okolje. No, toliko zaenkrat z jagodnega vrta tukaj ob Tomačevski cesti. Imejte en sladek dan, midva z Lukom ga bova zagotovo imela. Jaz sem videl prej tamle še par zrelih, vi pa pojdite v oglase in če se tudi vam zaluštajo, se oglasite kaj po 11, a ne? Tako je, ja. Tako, no, toliko zaenkrat in se gledamo. Čau! Ja, daj